Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Sem Aljuš Pertinač. Miro Cerar mlajši je še vedno predsednik slovenske vlade, čeprav zadnje raziskave javnega mnenja kažejo, da je SMC obdržala samo še 20% svojih volivcev iz leta 2014 oziroma 7% vseh volivcev. Vi pa gledate oddajo VV Faktor. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali BMZ, disident, žrtev ali provokator. Kdo je v resnici slovenski pravnik, filozof in publicist dr. Boštjan M. Zupančič? In pa, koliko ognja še lahko izbruha naš Goran Zmaj, prvi med junaki? Zdaj, prijatelji, ni več časa za liriko. Pozno v noč naj gore luči v vaših kabinetih in svit naj vam bo svet. Ko bo Bastija spet vidna, boste zmetali svoje granitne kocke in spet bo slišen švist giljotin. Vlada bo na prvi seji po počitnicah umaknila podporo kandidaturi Boštjana M. Zupančiča za člana odbora Organizacije Združenih narodov za človekove pravice. To bo storila zaradi spornih besed, ki jih je nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice zapisal o francoski ikoni boja za pravice žensk Simone Veil na družbenem omrežju Facebook. Minister za zunanje zadeve bo v ta odbor predlagal doktorico Vasilko Sancin, ki se je poleg Zupančiča prijavila za mesto v tej mednarodni organizaciji. To je sporni zapis Boštjana M. Zupančiča, ki ga je 30. junija objavil na svoji Facebook strani. Med drugim je zapisal, da je nekdanja francoska ministrica za zdravje, predsednica Evropskega parlamenta in članica francoskega ustavnega sodišča zaradi uzakonitve pravice do splava morilka vseh časov. In giljotina je padla. Vlada je na prvi seji po počitnicah umaknila podporo kandidaturi Boštjana M. Zupančiča za člana odbora Organizacije Združenih narodov za človekove pravice, s čimer je napovedala vročo politično jesen in hkrati začetek kampanje za naslednje državnozborske volitve, ki bodo sicer šele najprej 3. junija prihodnje leto. To je storila zaradi besed, ki jih je nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice zapisal o francoski ikoni boja za pravice žensk Simone Veil na družbenem omrežju Facebook. Med drugim je zapisal, da je nekdanja francoska ministrica za zdravje, predsednica Evropskega parlamenta in članica francoskega ustavnega sodišča zaradi uzakonitve pravice do splava največja morilka vseh časov. V studiu oddaje VV Faktor sedaj pozdravljam profesor dr. Boštjana M. Zupančiča ter našega novega stalnega komentatorja, magistra Bernarda Brščiča, ekonomista in kolumnista. Dobrodošla. Dober večer. Profesor Zupančič, kako zelo vas moti, da bo vlada očitno namesto vas predlagala žensko za članico stalnega odbora OZN za človekove pravice, privlačno Vasilko Sancin, domnevno ljubico nekdanjega predsednika Tirka? Ne, to me popolnoma nič ne moti. Tudi zaradi tega ne, ker bi bila kandidatura v ta odbor za človekove pravice tudi zame osebno zelo problematična. Problematična bi bila zaradi tega, ker ji predseduje Saudska Arabija, za katero vemo, kakšen pedigre ima, kar se tiče človekovih pravic, prvič, in drugič, ker je stališče te komisije ne po deklaraciji človekovih pravic, ampak po komentarjih njihovega statuta v bistvu, popolnoma neodzivna, kar zadeva vprašanje otrokovega življenja nerojenega otroka. Čeprav da jaz se pri tem niti malo ne kesam, kar se pa tiče Vasilke Sancin, je pa stvar naslednja. Ni catch v tem, ali je Vasilka Sancin kandidatine ali ne, stvar je v tem, da je bil ta razpis, za katerega sem jaz popolnoma slučajno izvedel lanske polet, mislim, ne, oziroma že letos, pravzaprav spomladi ali poleti. Se upravičujem, to kljub temu, da sodelujete z ministrom za pravosodje, gospodom Klemenčičem? Ja, kljub temu, ja. To razpis je pripravil, kot ga vedno pripravil Ministrstvo za pravosodje, ne vem, koliko časa je bil zunaj, ampak jaz sem popolnoma slučajno izvedel za njega, kar bi v normalni državi pomenil, ne glede na moj kakršenkoli interes, da bi mogel biti tak razpis absolutno ponovljen. Pa nam lahko zaupate, zakaj ste se potem vseeno prijavili, pač kakšen interes vas je pri tem vodil? Ne,
Veste kaj, stvar je naslednja. Ko se sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice vrne v svojo državo, mu mora država po resoluciji Komiteja ministrov Sveta Evrope zagotoviti enakovredno delovno mesto, se pravi delovno mesto dostojno tiste funkcije, ki jo je bil upravljal v Štrasburu. Se pravi, biti v kabinetu ministra za pravosodje, to absolutno ni to. Medtem ko bi to članstvo v tem odboru, če bi bil ta odbor tisto, kar ni, za mene dejansko predstavlja neke vrste rehabilitacije. Razumem, ja. Bernard, zakaj meniš, da imamo v Sloveniji očitne težave z vsemi nosilci visokih funkcij iz tujine, ki potem, ko se vrnejo k nam v domovino, malo da ne vemo, kaj bi z njimi počeli? Ne vem, če je to problem. Problem je škandalozna odločitev vlade, da odreče podporo uglednemu profesorju, strokovnjaku z dolgoletnimi izkušnjami z področja uveljavljanja človekovih pravic, kot je profesor Zupančič, in to zaradi popolnega absurdnega razloga, zaradi neke izjave, ki sama po sebi, po mojem, ne more biti sporna. Daleč od tega, da bi lahko govorili o sovražnem govoru, gre za vrednostno sodbo ocene dela judovske intelektualke in političarke Simone Weil, ki je dejansko v obdobju svojega ministrovanja v konec 70-ih in začetku 80-ih let naredila izjemno škodo, kar se tiče abortivne prakse v Franciji. Zdaj, sam sicer ne bi šel tako do skrajnosti, da bi gospo obtožil, da je največja množična morilka. Daleč od tega, vendarle gre prvenstvo verjetno Josifu Visarionoviču Stalinu ali pa Mao Tse-tungu. Ampak ne glede na to, se mi ne zdi ta izjava tako problematična, da bi minister za zunanje zadeve Karel Erjavec tako vehementno lahko odrekel podporo tako uglednemu človeku, kot je profesor Zupančič. Ampak, če dovoliš, Bernard, dve stvari bi te rad dodatno poprašal. Rekel si, je naredila veliko škodo v 70-ih, 80-ih letih na področju abortivne prakse. Če lahko to mogoče za naše gledalce malo bolje razložiš, to najprej. Ocena je, da je bilo v Franciji zaradi tega tako imenovanega Loi Weil abortirani 4 milijone Francozov. Zdaj, jaz ne bom šel v skrajnost, da bi ženskam odrekal pravice do abortusa, daleč od tega, a vendar iz te prakse trditi, da je to neka velika krepost in da je oseba naredila ogromno za uveljavljanje človekovih pravic, je pa po mojem popolnoma deplasirano. Dejstvo je, da je abortus zločin, da gre za umor nerojenih otrok in da iz tega potem postaviti sklep, da je to častivredna in hvalevredna ženska, ki bi jo bilo treba častiti, se mi zdi, da je korak predaleč in da si njeno ravnanje zasluži tudi kritično obravnavo, kot jo je profesor Zupančič artikuliral. Morda se ne strinjamo z navezavo z njene travmatične izkušnje z Auschwitzom, v kakšni povezavi je to, ampak v svobodni družbi ima intelektualec vso pravico artikulirati tudi tako drzna mnenja, ki so, če mene vprašate, svetlobna leta od sovražnega govora, lahko govoriva o politični nekorektnosti, to smo razumeli, Bernard. Ampak iz tega izpeljati sklep vlade, da odreče podporo, mislim, da je prvovrstni škandal, pomeni, da slovenska država skuša vzpostavljati mehki totalitarizem, se pravi neko Gleichschaltungo, kjer neke stekle, pobesnele feministke skušajo oblikovati in določati diskurs. Ravno tu sem se hotel navezati, zdaj sintagma pač stekle, pobesnele feministke je tvoja, ampak verjetno se je vlada odločila za tak radikalno potezo ravno zaradi tega plaza javnih kritik, ki se je zgrnil na profesorja Zupančiča. Nekaj smo tudi zbrali teh odzivov. Recimo imamo odziv
ženskega foruma socialnih demokratov, ki so koalicijska stranka, ne, kjer pišejo, da so zgrožene na to izjavo profesorja Zupančiča in pravijo, da gre tukaj za sovražni govor. Ne. In imamo recimo odziv Jelene Aleksić, znane aktivistke stranke Zares, ne, ki opozarja na to, da je Komisija za ženske v znanosti pri ministrstvu resornem že leta 2014 protestirala proti častnemu doktoratu profesorja Zupančiča. Ne? Ampak tole sem te hotel vprašati, Bernard, ne? Ti si prej že uvodoma si omenil, da gre za judovsko intelektualko. Zakaj si to izpostavil? A je pomembno tukaj, da gre za judovsko intelektualko? Je pomembno v toliko... Zakaj je to pomembno? Ja, zaradi tega, ker profesor Zupančič implicira iz njene travmatične izkušnje potem ta njen prehod v, kot pravi, množično morilko. Se pravi, dela paralelo med izkušnjo iz Auschwitza in pomorom otrok. Ampak profesor Zupančič, se v Auschwitzu, kot vemo, niso bili sam Judje, ne? So bili tudi drugi, se pravi... Ne, absolutno to, mislim, dobro, ona je bila Judinja in tako naprej, ampak poanta je psihoanalitična. Veste, če je bil nekdo v otroštvu tako zelo traumatiziran. Moja žena je pač psihoanalitik, ne? Ja. Če je bil nekdo v otroštvu tako zelo traumatiziran, to ne ostane brez posledic. Stvar ni v tem, da je bila ona judovska intelektualka, so bili, kot ste rekli, tudi drugi v Auschwitzu, drugim velik Slovencev. Ne? Ja. Se pravi, zgodba sploh ni v tem, zgodba je v tem, da vemo iz psihoanalize, kakršne koli že je, jungovska, freudovska, lakanovska, da travme v otroštvu povzročajo potem reakcijo v času odraslosti. Ne? Jaz absolutno ne morem zdaj reči, da so te travme povzročile to, kar je Vajlova naredila. Lahko pa rečem nekaj drugega. Ne? Ja, če gledate, ona je opredelila to borbo v parlamentu, v Assembleji nacionale francoskem kot vojno. In se je borila kot v vojni, da je to šlo skozi. In njena teorija je bila, tam pa ne vem, a je bila iskrena ali ne, da se bojo ta vrata samo malo priprla. Se pa, da bo prišlo samo do abortusa v skrajni sili, pa se pa jasno odprli na široko. No, ampak, hvala za ta pojasnila dodatna. Če se zdaj mogoče vrnemo k temu izhodišču današnje debate, ne? Kakor smo videli, ste vi v prvem odzivu profesor Zupančič na to dokaj šokantno novico izrazili tudi neko razumevanje za potezo ministra Erjavca, če lahko pogledamo prispevek. Nekdanji sodnik na sodišču za človekove pravice pa. Komentiram to kot nekaj političnega, kar je povsem razumljivo. Jaz sem tudi ministru jasno rekel, da bom razumel, če odpove to podporo, čeprav je 11 držav me že podprl. In zame je to nesporno. Jaz z političnega stališča razumem, da gospod Erjavec ne more podpirati nekoga, ki je izjavil nekaj takega. Bernard, torej profesor Zupančič pravi, da z političnega stališča razume to, kar se je zgodilo. Zakaj si pol ti uporabil recimo tako težke besede pri opisovanju te poteze? Jaz tega pa moram reči, da ne razumem, zaradi tega, ker je vlada že, kot razumem, dala podporo profesoru Zupančiču, kar pomeni, da je samo zaradi te domnevno sporne izjave, v kateri pa sam nikakor ne vidim razloga, da bi lahko derogirali to njegovo kandidaturo. In se mi zdi strašljivo, kaj se dogaja slovensko družbo z zapiranjem slovenskega javnega uma, da se poskuša intelektualcem nadevati nagobčnike. Za tako nedolžne izjave se mi zdi, da je škandalozno, da leta 2017 se borimo za eno temeljnih svoboščin slovenske pomladi, to je pa svoboda govora. Danes je svoboda govora seveda na udaru. Veste, da se oblikuje koalicija skrajnih levičarjev, ki želijo vsem nasprotnikom te paradigme... Katera koalicija skrajnih desničarjev? Levičarjev. Ja, levičarjev, se upravičujem. Ja, Mirovni inštitut in njihova aplikacija za prijavljanje sovražnega govora. Vračamo se v obdobje denuncijanstva. Pričakujem, da bo v kratkem junak našega časa zopet postal tovariš Pavlik Morozov. Skratka,
Ampak oprosti, si rekel koalicija. Kdo je še v tej koaliciji, poleg Mirovnega inštituta? Ja, poglej, Desus, SMC, SD, skratka, vsa vladajoča koalicija, ki se očitno strinja, da za tako nedolžno izražanje mnenj, kot je bilo v tem zapisu na Twitterju, da je to zadosten razlog za odrekanje podpore. Jaz se bom rekel, tudi nimam problema, da politično ni na liniji, se pravi, da je profesor Boštjan M. Zupančič pač politično nekorekten, da ni na liniji, ampak poglejte, ta vlada mu je že dala podporo, kar pomeni, da je edino, s čimer se ne strinja, z njegovim svobodnim izražanjem mnenj, pri čemer ne gre, kot še enkrat poudarjam, za nikakršen sovražni govor. Razen, če je sovražni govor opredeljen vse, kar ne ustreza ekstremni levici, feministkam in pa LGBT lobiju. No, sej, ampak veš, te, ki si ti naštel, za mnoge med njimi bi jaz težko rekel, da so recimo neki skrajni levičari, saj glavna vladajoča stranka, ne vem, no, če bi jih lahko karakterizirali, zato sem te vprašal še enkrat, da poveš, kdo je pač v tej koaliciji. Razumem pač Mirovni inštitut in tako naprej, pa ostale, ki si jih naštel, ampak kakšen se mi pa ni zdel, recimo, da bi lahko bil tudi tukaj zraven. No? Ampak po oglasih bi pa pogledali v bistvu, zakaj dejansko je ta zgodba večplastna po našem mnenju in ne gre sam za to izjavo, o kateri smo se zdaj pogovarjali. Ostanite z nami, vrnemo se po oglasih.